Zakaj nam je težko postavljati meje? Tako zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da v prvi vrsti, kar prepoznavam tudi med udeleženci mojih tečajev, je nezavedanje svojih potreb. Se pravi, se ne zavedamo svojih potreb, in ne damo dovolj prostora, jih ne znamo identificirati, jih ne znamo izraziti in mogoče celo mislimo, da so naše potrebe manj vredne kot potrebe drugih ljudi. Tukaj gre v bistvu za eno kombinacijo nekih recimo pojavov. V prvi vrsti bi rekel, da na nivoju živčnega sistema smo zelo verjetno v prekomerni aktivaciji in se pomikamo v modaliteto, v preživetveno modaliteto podrejanja in ugajanja. In potem v bistvu to prekomerno aktivacijo živčnega sistema in to modaliteto ugajanja in podrejanja spremljajo naši mišljenjski konstrukti in prepričanja. In te mišljenjski konstrukti oziroma prepričanja so dostikrat v smislu, jaz nisem dovolj vreden, nisem dovolj, moje potrebe niso okej, drugi so bolj pomembni. In dostikrat tudi neki občutki, neki strahovi, da če bom postavil neko mejo, če se bom postavil zase in za svoje potrebe, potem me bo ta druga oseba me ne bo imela več rada ali pa me bojo drugi ljudje zavrnili, čudno gledali. In še ena stvar, ki se mi zdi pri tem pomembna, zelo verjetno, da se bo to zgodilo. To jaz tudi opažam, spet pri svojih udeležencih, tudi pri sebi sem to začel opažati. Ker če smo mi v neki dinamiki določenih odnosov, kjer naše meje niso spoštovane in potem mi naenkrat se prebudimo v to dokaj toksično dinamiko in si rečemo, jaz imam tega dosti, moje potrebe so tudi pomembne in začnemo v bistvu te svoje potrebe izražati. In večkrat rečemo ne in se postavimo zase. Kaj se bo potem zgodilo? Potem ta obstoječa dinamika v tem odnosu s to dotično osebo ne bo mogla več funkcionirati, se bo podrla. In zelo verjetno, da bo ta oseba na drugi strani nas začela obsojati in kritizirati. Njim ne bo v redu, ker so oni, dokler mi svojih mej nismo znali izražati in postavljati, so imeli od tega korist. Tako da tle pride, ko se mi nekako, ko začenjamo osvajati te nove veščine komunikacije, ko stopamo globlje v svoje opolnomočenje, se dostikrat te neke obstoječe dinamike odnosov, v katerih smo bili, se v bistvu transformirajo ali pa razpadejo, se z določenimi ljudmi potem več ne družimo, ali pa ne vem, kakšna partnerstva gremo narazen, ali pa odidemo iz kakšnih nepodpornih delovnih mest. In to je v bistvu nekaj čisto naravnega. Meni se zdi to nekaj čisto naravnega in jaz v bistvu spodbujam k temu, da če znotraj določenih odnosov, če ni prostora za naše potrebe, če ni prostora za to, da smo slišani, če ni prostora za to, da bi bile tudi naše potrebe ovekovečene, spoštovane, da bi bile nekako enakovredni, potem se mi zdi smiselno pač to nasloviti, se izraziti. V prvi vrsti mogoče najprej imamo lahko nek dialog. Če pa potem vidimo, da druga oseba nima te kapacitete in zaradi kakršnega koli razloga nam ne morejo priti nasproti, ne znajo videti naših potreb in jih upoštevati, se mi zdi pa smiselno postaviti mejo, se manj družiti s takim človekom in iskati druge odnose, kjer so pa te naše potrebe lahko videne, slišane in upoštevane.